Lep pozdrav, Manca Razboršek je moje ime, tiste, ki me že poznate in ste me spodbujali zdajle v začetnih tehničnih težavah, hvala. Tiste, ki me še ne poznate, me boste, upam, danes poznali. Jaz upam, da se bo tale zvok uredil tekom telih naših zadev. Danes smo se pravzaprav dobili v zelo velikem številu, na koncu je bilo 362 prijavljenih na to meditacijo oziroma na ta večer, tako da energetska mreža, ki jo bomo ustvarjali sedaj, je zelo, zelo močna in bo v bistvu na voljo še ves čas, ker enostavno v energijskem smislu ni časa in prostora. Kar pomeni, da boste lahko tudi še ponovile, čeprav aktivacija, ki jo bomo naredile, bo enkratna, jo ne rabite ponavljati, da bi bila bolj efektivna ali pa bolj učinkovita. Tisto, kar bi vam želela še povedati oziroma pokazati, je, da če greste v trgovino in kupite tole revijo Suzi, boste notri našli o tem, zakaj so odnosi naša zrcala. Moja malenkost je povedala nekaj o tem. 2 strani naprej boste pa našli v bistvu vse o tem, kaj se dogaja na temle 11.11 portalu. Nekaj sem vam že napisala, predvsem je to, da portal 11.11 ustvarja notranjo povezanost, skozi katero prihajajo zelo visoke frekvence. In sicer to so v bistvu vibracije, ki izhajajo že iz 5D. Naša fizična realnost, to, kjer živimo, je 3D. Da tako rečem, medtem ko v 5. dimenziji 5D je pa veljajo pa majčkeno drugačna pravila. To je tisti del frekvenc oziroma vibracij, kjer deluje naš višji jaz in kjer so tudi vsa svetlobna bitja. Ta realnost, v bistvu ta dimenzija, nas povezuje z našimi sanjami, z našo vizijo, z našim polnim potencialom in v bistvu ta portal 11.11 dejansko ustvarja novo prihodnost na osebni in pa na kolektivni ravni. Tako da danes se povežejo duša, višji jaz in pa fizično telo in to omogoči zelo močno intuicijo. In skozi to intuicijo se pokaže pot naprej. In to tista pot, ki je v skladu z našim višjim jazom, v skladu z našo dušo. Zato je zelo pomembno, da smo prisotni v trenutku, prisotni s svojo zavestjo. To ne pomeni, da bomo kamorkoli odplavali, da se ne bomo zavedali ali kakorkoli, ampak bomo tukaj zdaj. Gre tudi za mojstrsko aktivacijo danes, ko se aktivira sistem 13 čakr. Tukaj v temle na vaši, zraven mene je tale čakra men, tlele. Jaz imam glih obratno vse, vidim. Ki kaže, da obstajajo določeni osebni portali, ki se aktivirajo. Zdaj, sistem čakr, kot ga poznamo, sistem čakr, kot ga poznamo, ki gre od kronske do korenske, teh je 7 običajnih. Vmes, vidite, je en tak del med grleno čakro in med srčno čakro, ki je malo rozasto turkizen. To je višja srčna čakra. In danes bomo najprej aktivirali višjo srčno čakro, se preko nje povezali v to energijsko mrežo in potem aktivirali tudi vse ostale. In to so 3 čakre, ki so zgoraj in so povezane z našo dušo, z našim višjim jazom in pa, tlele, glih obratno je, dve spodnji čakri, ki sta povezave z Gajo, z zavestjo zemlje. Tako da to se bo danes aktiviralo in
Najpomembnejša je ta 13. čakra, to višje srčno središče oziroma eno srce, one heart, kot mu pravijo angeli s Plejad. Tako da, in ko so vse te čakre, ves ta sistem harmonično usklajeno, ko je to harmonično usklajeno med seboj, se svetlobne nitke DNK povežejo v svetlobni snop in se aktivirajo. To pomeni, da se določene informacije začnejo na novo aktivirati. Naš DNK, ko se deli, je tako kot kopija. Najprej vzamete original pa kopirate in potem vzamete tisto kopijo in spet kopirate in spet kopirate in spet kopirate, kopijo in vedno slabša verzija nastaja. To pomeni, da naše celice dobijo pomanjkljive informacije, kako se morajo deliti. To, kar se dogaja z DNK aktivacijami, je, da spet vzamete original in iz tistega originala date celicam navodila, kako naj se delijo. Zdaj, teh DNK nivojev je 12 in skozi teh 12 nivojev DNK gremo ponavadi na delavnicah energetske higiene oziroma aktivacije DNK. Naslednja takšna delavnica bo v decembru, ko bojo ponovno intenzivne energije in predvidoma bo to 21.12., ko je naslednji portal. Tako da 21.12., če vam bo današnja meditacija prijetna, če vam bo všeč, je naslednja stopnja, kjer gre pa za aktivacijo posameznih nivojev DNK, da jih tudi razumete in da lahko začnete z njimi zavestno delati. Tako da, to je ta del, ki se aktivirajo naša svetlobna anatomija, ko se povežejo svetlobni nivoji. Danes je pa zanimiv datum še zaradi dejstva, da se številke datuma seštejejo v 13. 13 je pa božanski ženski aspekt, število boginje. Tako da danes se skozi to harmonizacijo, nekaj 11 pa 11 se v 2 sešteje, dvojka so odnosi, in sicer ženski aspekt se danes harmonizira v vsakem posamezniku in tudi znotraj odnosov. Tako da danes bomo sprožili harmonizacijo in zdravljenje na več nivojih hkrati, zato je pomembno, da nič ne forsirate, da si dovolite skozi proces, brez da bi analizirali, kaj bi se moralo zgoditi, kako bi moralo biti, tako da vsa pričakovanja dajte malo na stran. Danes bo ta aktivacija sprožila tudi novo zavest, se pravi nove načine zavedanja sebe, ki pa v bistvu zahtevajo to, da se je treba z njimi naučiti delati. Se pravi, ko se povežete s svojo dušno esenco, je to šele prvi korak, pa se je treba naučiti pravilno izražati in pa s tem tudi delati. Da se jo negovati, da se jo usmerjati. In ko bomo zaključili z meditacijo, vsi rabili malo časa, da se prizemljimo, pejte lepo, dajte si mir, pejte v miru, mogoče ne jeti žurat ali kaj takega, to mogoče ni priporočljivo in še cel vikend bo ta integracija potekala. In ko bom zaključila meditacijo, ne bom nič kaj dosti naprej govorila, tako da vam bom zdaj že dala mogoče en nasvet oziroma en napotek in povabilo hkrati, kako v bistvu se s temi energijami naučiti delati, tudi zato, da začnete manifestirati življenje, ki ga želite živeti in ki je usklajeno z vašim višjim jazom. Lansko leto sem namreč pripravila video serijo Čarobna vizionarka. 287 žensk je pelala skozi kreiranje z občutki, mogoče nekaj med vami je tudi takih, ki ste se tega udeležile in veste, da so bile energije res nore. Stvarila se je ena taka močna spletna skupnost in letos sem ta proces malo posodobila in prilagodila na nove energije, zato da boste lahko s to novo energijo, ki jo bomo aktivirali danes, da se boste s to energijo lahko lotile kreiranja svojega novega življenja in to na polno.
Tako da zdajle ne bom podrobno predstavljala programa, to si boste lahko prebrali na spletni strani, vključno s komentarji lanskih udeleženk. Link vam bom poslala kar v mailu, potem po meditaciji skupaj z dostopom do tega novega posnetka. Danes je pa ena taka stvar, zato ker pač ste prišli na meditacijo, ker ste potrpeli tiste prve tehnične težave, in sicer letos bo ta program plačljiv. Redna cena je 69 €, trajal bo 6 tednov, tako da je 5 spletnih druženj oziroma 4 spletne druženja plus eno presenečenje in pa potem delavnica v živo. Danes vam pač dam to možnost, da če se prijavite do nedelje zvečer, recimo do nedelje do polnoči, če se prijavite v tistem linku, ki ga bom potem v mailu poslala, je vaša ta cena 30 €. Tako da to je pa na pol zastonj, to je pa, mislim, to pa sploh nimate kaj razmišljati. Edino vprašanje oziroma dve vprašanji, ki ga bom postavila, je: ali želiš biti mojster oziroma mojstrica, ali želiš biti pač dobra, in ali želiš biti svetla zvezda ali žareča supernova. Samo to. Če želiš biti žareča supernova, če želiš biti mojster oziroma mojstrica, potem vabljena, drugače boš pa verjetno letos decembra počela kaj drugega. Se pravi, imamo 4 video srečanja plus presenečenje, veliko domačih nalog, kreativnih navdihov, po novem letu pa še delavnica, ki je v živo, zato da se energetsko podpremo, razrešimo še kakšno oviro na poti, in to za 30 €, če se prijaviš do nedelje zvečer. Tako da zdaj pa neham krasti čas svetlobnim bitjem, ki niso seveda v dimenziji časa. Dobiš link, dobiš še vsa navodila, začne se 1. decembra. Zdaj pa gremo na meditacijo, zaradi katere smo tukaj. Tako kot sem že prej rekla, naredili bomo svetlobno potovanje in pa vizualizacijo. Jaz vedno delam vodeno to, se pravi, da ne vem vnaprej, kam nas bojo vodili in kako. Vem, da so že prisotne energije plejad, ki jih čutim, in pa zdajle že cel teden boginja Kuan Yin stoji takole nekje zadaj in me spremlja, se mi kaže v vseh možnih oblikah. Tako da te energije bojo vodile vse nas skozi ta proces. Zdaj tisti, ki mogoče niste toliko seznanjeni z meditacijo, ne rabite nič drugega, kakor sedeti v miru in pa se prepustiti. Kar bo, ne rabite se obremenjevati s tem, kaj čutite, kako čutite, in jaz tudi, ko rečem, predstavljajte si, to pomeni, da si predstavljate na način, ki je vam domač. Se pravi, ne rabite, če rečem, ne vem, poglej videti, lahko si pač predstavljate na drugačen način, odvisno od tega, kaj je tisto, kar je vaš način intuicije, tako bom rekla. Torej, zdaj pa za vsak slučaj, zaradi tehničnih težav, da bo meditacija takšna, kot mora biti, bom pa jaz vzela še diktafon. Tako da za trenutek zginem z ekrana. Sem se vmes spomnila, tako da če nič drugega, bo MP3 meditacija sigurno na voljo. Evo. Ok, udobno se namestimo. Jaz sem vam dala navodilo, da si nekaj zapisati vzamete, tako da lahko tudi ležite, samo da ne boste zaspali. Namreč namen je, da gremo zavestno skozi proces, čim bolj. Glavno, da vam je udobno, da vas ne zebe. Imejte tudi en kozarec vode za potem, ko zaključimo, da boste malo nekaj popili, in dajte kar precej piti tudi v teh dneh potem po meditaciji. Dajte si
napisati na svoje liste, zvezke, karkoli imate, kaj je vaš namen danes, zakaj ste tukaj, kaj je tisto, kar vas je pritegnilo, kaj je tisto, zaradi česar ste začutili, da morate biti danes tukaj v meditaciji. Pa bodite iskreni. Če se nič drugega ne spomnite, lahko napišete tudi zato, ker je bila brezplačna. Če imate to, da vas je samo zanimalo, vas je samo zanimalo. Ne rabite delati ne vem kakšnih vizij, samo bodite iskreni, kaj je bil vaš namen, zakaj ste danes tukaj in kaj je tisto, kar želite, zdaj, ko ste slišali nekaj od te razlage, doseči. Tako da napišite to. To je za vas. Jaz bom pa zdaj se tudi udobno namestila in enako predlagam vam. Udobno se namestimo, zapremo oči, naredite en globok vdih in izdih in dajte svojo pozornost navznoter, na svoj dih, na to, kako potuje skozi vaše nosnice v vaša pljuča, kako jih raztegne in kako potuje potem nazaj ven. In naredite ene par globokih vdihov in izdihov. In z notranjim pogledom samo greste skozi fizično telo, kako se počutite. A vas kje kaj tišči, a vas kje kaj veže, a vas zebe, a vam je vroče, a vas kje kaj ščipa. Samo skozi fizično telo greste in pogledate, kaj se dogaja. In ko tako potujete skozi svoje fizično telo, date svojo pozornost na področje srca, na področje srčne čakre. To je vaše izhodišče. In predstavljate si, da se lahko iz tega središča ozrete navzdol. Da se ozrete navzdol v zemljo, skozi vse plasti zemlje. Navzdol v samo središče zemlje. In da iz tega žarečega središča zemlje lahko potegnete en žarek energije zemlje navzgor. Navzgor do svojih nog, skozi svoje noge navzgor, do korenske čakre. In ženske potegnete svojo energijo zemlje v sakralno čakro, v maternico. In pustite, da ta energija zemlje napolni vašo medenico s svojo toplo zemeljsko energijo. In potem se ozrete navzgor. Si predstavljate, da lahko pogledate navzgor, v vertikalo, ven iz svoje glave, ven iz zemeljske atmosfere, v središče vesolja, v središče naše galaksije. In v središču galaksije zagledate čudovito sonce. Sonce, ki se blešči in žari v neskončni svetlobi. In si predstavljate, da lahko iz tega sonca potegnete en žarek te svetlobe navzdol do vaše glave in da ta svetloba napolni vašo glavo in potuje navzdol skozi vrat do vašega srca in napolni vaše srce in potuje navzdol do medenice in po nogah navzdol v zemljo, skozi zemljo do njenega središča. In zdaj date svojo pozornost na srce, na srčno čakro. In položite obe roki na srčno čakro.
in na glas rečete, date dovoljenje. Dovolim, da se aktivira moja višja srčna čakra zdaj. In si predstavljate, da se začne malo višje od vašega srca, malo stran od vašega srca, formirati čudovita, turkizna in roza svetloba višjega srčnega središča in se oblikuje v čudovito svetlobno kroglo, ki je povezana z vami in se razširi čez vaš celoten prsni koš. In zdaj si predstavljate, da se iz tega prsnega koša, iz tega srčnega središča en žarek te svetlobe dvigne navzgor v nebo in se ustavi, ko naleti na eno tako čudovito mrežo, energetsko mrežo, v katero se povezujemo v tej meditaciji. In ta mreža ni samo nad našo skupino, nad našimi energetskimi polji, ampak se razširja čez celotno zemljo in se povezuje z vsemi, ki danes na ta portal 1111 meditirajo, dvigujejo frekvenco in aktivirajo svoje višje srčno središče. In začutite, koliko je teh ljudi, koliko je teh duš, ki se povezujejo v to mrežo in kakšna moč je v tem, v tej povezanosti. In dovolite, da vaša srčna energija polni to mrežo in da hkrati ta mreža polni vaše srce. Toliko energije, kot date, jo tudi prejmete in skozi ta pretok se krepi. In ko smo tako povezani v to čudovito energetsko mrežo, dovolimo, da naš višji jaz pride, da se aktivira, da se poveže z našo zavestjo osebnosti. In da se zavest osebnosti stopi z višjim jazom. In sedaj si predstavljate, da pogledate navzgor iz svojega telesa in da nad kronsko čakro zagledate še eno svetlobno središče, zlata barva portala dušne zvezde. In iz tiste povezave, ki teče iz galaktičnega središča, iz galaktičnega sonca, pride nov val energije in še dodatno aktivira in ukrepi to svetlobno središče, vaš portal, vaš višji jaz. In ko se ta aktivira, vidite nad njim še eno svetlobno središče, še en svetlobni portal, dušno zvezdo, ki vas povezuje s 5. dimenzijo, z vašim mojstrskim aspektom. In iz galaktičnega središča pride navzdol žarek svetlobe z novimi kodami, z novimi frekvencami in aktivira to svetlobno središče, dušno zvezdo. In opazite, kako zažari v čudoviti diamantno zlati svetlobi. In ko zažari, ko zasveti, nad njo zagledate
še eno svetlobno središče. In ta je vaša povezava z zavestjo Bude, zavestjo Kristusa, s tistim najvišjim dušnim potencialom enosti. In iz galaktičnega središča se spusti žarek svetlobe z novimi kodami in aktivira to energijsko središče, ta portal, povezavo z enostjo. In naredite en globoko dih in izdih in dovolite, da vaš višji jaz, vaša duša in vsa svetlobna bitja, ki danes delajo z vami, opravijo svoje delo. In zdaj se obrnete navzdol, tam, kjer se vaše noge dotikajo tal, tam, kjer hodite po zemlji in zagledate zemeljski portal, ki je vaša povezava z Gajo, zavestjo zemlje. In ko gledate navzdol, vidite, da se iz zemeljskega središča dvigne žarek zemeljske energije in aktivira to zemeljsko čakro, zemeljsko zvezdo. In tisto, kar še posebej aktivira to zemeljsko povezavo, je vaša hvaležnost zemlji, zavesti Gaje, da vam je podarila to čudovito fizično telo, ki vašemu višjemu jazu, vaši duši omogoča izkušnjo na zemlji. In občutite hvaležnost za vse, kar nam naša mati zemlja daje. Občutite hvaležnost, ker nas hrani. Občutite hvaležnost, ker nam daje čudovite prizore iz narave, ker nam daje živali, ki so naši prijatelji, naši ljubljenčki, in tudi tiste, ki so tukaj zato, da nas nahranijo. In ko se ta zemeljska čakra aktivira, ko zažari v tej čudoviti zemeljski energiji, vidite, da je pod njo še en zemeljski portal, še ena zemeljska čakra. In ta je direktna povezava z zavestjo zemlje, z Gajo, z njenimi sposobnostmi, da vas zdravi, z njenimi zmožnostmi, da vas uravnoveša, da vas pozna. Pozna vsak vaš gib, pozna vsak vaš dotik tal. Omogoča vam, da lahko živite v telesu, da lahko svoje življenje živite na tem planetu, da imate izkušnjo te fizične realnosti. In zdaj si predstavljate, da se iz zemeljskega središča dvigne nov žarek svetlobe in aktivira to drugo zemeljsko zvezdo, ta zemeljski portal. In sprejmete s hvaležnostjo zdravljenje, ki vam ga namenja Mati Zemlja, ki vam ga pošilja Gaja skozi svojo modrost, skozi vse tisto, kar je uspela narediti v teh milijonih let svojega obstoja.
In potem se ta energija dvigne prvo zemeljsko čakro in se dvigne navzgor skozi podplate, skozi noge do vaše korenske čakre in naprej do vaše sakralne čakre, do vaše maternice in potuje naprej po trebuhu navzgor skozi vse organe do sončnega pleteža na področju diafragme in potuje navzgor v srčno čakro in napolni vaše srčno središče. In potuje navzgor v vaše grlo, ga napolni in potuje navzgor v glavo in napolni glavo s svojo zemeljsko energijo. In nato žarek zemeljske energije in svetlobe potuje navzgor skozi kronsko čakro, skozi prvo dušno zvezdo, skozi drugo dušno zvezdo in skozi svetlobno središče enosti, navzgor v galaktično središče, v izvorno sonce, neskončne svetlobe. In iz izvornega sonca neskončne svetlobe se spusti navzdol žarek izvorne energije in se dotakne vašega središča enosti, druge dušne zvezde, prve dušne zvezde, potuje skozi kronsko čakro navzdol v vašo glavo in napolni glavo, potuje navzdol skozi grlo v srčno središče, navzdol v sončni pletež, navzdol v sakralno čakro, v korensko čakro, skozi noge navzdol v zemeljsko zvezdo in navzdol v Gajin portal in skozi njega navzdol v središče Zemlje. In tako ste povezani z zemeljskim središčem, ki se pretaka skozi vas v središče galaksije in z galaktičnim centrom, ki se pretaka skozi vas navzdol v središče Zemlje. In zdaj date spet svojo pozornost na srčno središče, na višje srčno središče, ki se razširi in ukrepi in odda lahko še več ljubezni v energetsko mrežo, v katero smo povezani. In ta energetska mreža zavibrira v še močnejši vibraciji in nas hkrati napolni z ljubeznijo, s povezanostjo, z enostjo in zavedanjem, da smo vsi del enega plemena na tej zemlji, da vsi izhajamo iz istega izvora, da smo vsi med seboj povezani v eno veliko zemeljsko družino. In sedaj se skozi žarek svetlobe iz galaktičnega središča, to mrežo, v katero smo povezani, in v naše energijsko polje spusti energija boginje Kuan Yin. In ta energija se stopi z zavestjo naše lastne ženske energije, ženskega aspekta znotraj nas. In začutimo ljubezen, sočutje, milino, povezanost in vse tiste kvalitete boginje znotraj nas.
In dovoliš si nekaj trenutkov, da začutiš v polnosti te kvalitete v svojem lastnem energijskem in fizičnem telesu. Sedaj ti boginja morda preda neko sporočilo, morda samo občutek, neko darilo, občutek harmonije, usklajenosti, sinhronosti. In narediš en globok vdih in izdih. In počasi s svojo zavestjo napolniš svoje telo. Začneš se zavedati vseh delov fizičnega telesa in hkrati se zavedaš vseh povezav. Zavedaš se povezave z središčem Zemlje, zavedaš se povezave s središčem galaksije, zavedaš se povezave v mrežo skozi višje srce, v mrežo enosti. In vse to so energije, ki te polnijo, vse to so energije, ki te čistijo. In vse to so energije, ki aktivirajo tvoje višje nivoje, zavest, ki postane bolj prisotna v tvojem vsakdanjem življenju. Zavest, da si energijsko bitje, da si svetlobno bitje, ki ima na tej zemlji določene izkušnje. In te izkušnje te polnijo, te izkušnje ti omogočajo, da rasteš, te izkušnje ti omogočajo, da se lahko igraš in da postajaš čedalje boljša verzija sebe, da čedalje več energije tvoje duše lahko izrazi sebe. In narediš en globok vdih in izdih. Se še bolj umestiš v svojem fizičnem telesu. Se zavedaš, da si povezan z Zemljo, da si povezan z galaktičnim središčem in da si povezan z mrežo ljudi, ki imajo aktivirano višje srčno središče. In to so tvoji napajalni sistemi, od tod črpaš energijo, ki je neskončna. In ta te polni in dviga tvojo vibracijo in nanjo se lahko povežeš kadarkoli. In narediš še enkrat globok vdih in izdih. Se malce premakneš v svojem telesu z zavedanjem, da si povezan z Zemljo, tukaj in zdaj. Narediš par gibov, ki te priteksajo še bližje v telo, še bolj v telo, da tvoja zavest, ki je sedaj prebujena, postane del vsake celice znotraj tebe.
In narediš še en globok vdih in izdih. Prideš nazaj, se odpreš oči v svojem ritmu, z dihom, ki ti odgovarja. Se malo pretegneš v svojem telesu, da se energije malo pretočijo. In si tukaj in zdaj. Upam, da ste vsi nazaj, da ste imeli lepo potovanje. Vesela bom, če mi boste kakšne svoje povratne informacije tudi zaupali, da kakšne svoje izkušnje, da mi boste zaupali, lahko na mail. To, kar je vsak med vami začutil, je unikatno. Vsak je nekaj svojega začutil in vendar smo imeli mogoče eno tako skupno izkušnjo. Jaz bom zdajle uredila vse te tehnične zadeve in vam danes enkrat poslala, tako da ne rabite čakati, lahko greste v miru, ne vem, spat, si kaj zapisati, predvsem, če ste imeli kakšno izkušnjo, dajte si zapisati čim več, dokler so te informacije še sveže, dokler imate še to zavedanje. Namreč tisto, kar se zgodi po eni taki meditaciji, da se vibracija dvigne, da pridejo skozi informacije vašega višjega jaza, tako da lahko dobivate zdajle cel kup enih vpogledov, navdihov, idej, dajte si čim več zapisati, ker potem s časoma začne ta vibracija padati. Sploh, ko se lotimo vseh običajnih zadev, vseh običajnih, kaj ne rečem, vsakodnevnih zadev. Tako da vidim, da ste uživali, pišete lepo v tale live stream, hvala. Tudi meni je bilo lepo, bilo je precej močno, malo me je odnašalo tudi mene, tako da včasih kakšna beseda malo težje pride skozi moja usta. To je to za danes, hvala, ker ste si dovolili iti na to potovanje, hvala, ker ste bili potrpežljivi na začetku, in pa verjamem, da se bomo še kaj videli. Ko gremo skozi potovanje za čarobne vizionarke, imamo vsak teden eno tako dozo energije, tako da si lahko mislite, kaj se bo zgodilo pravzaprav v 6 tednih. Tako da dajte to priložnost izkoristiti. Jaz bom vesela, če nas bo čim več, ker bojo potem energije toliko močnejše in bomo res lahko drugo podpirale in se podprle in uporabile to energijo za to, da bomo res lahko manifestirale na fantastičen ženski način, skozi občutke, skozi kreativnost, in to tako, da bo res leto 2017 najlepše ever. V decembru bo v živo meditacija oziroma potovanje skozi nivoje DNK-ja in pa aktivacija, tako da vedno se da nadgrajevati, ne, nikoli ni, da je že vse narejeno, vedno se gre v bolj subtilne nivoje, v globje področja, tako da res lepo vabljene, za danes vam pa želim en čudovit večer. In pa predvsem, dajte ta vikend si dovoliti, vzeti trenutke zase, dovoliti si počivati, dovoliti si zajahati na naslednjem valu polne lune, ki pride v ponedeljek. Tako da vam želim eno čudovito potovanje še naprej.
lepo se imejte, hvala za danes pa. Čau, čau.